Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. 6. krog prve lige Telekom Slovenije bo znova razporejen na 3 tekmovalne dni. Danes bosta odigrani 2 tekmi, jutri 2, v ponedeljek pa bo na sporedu zadnji obračun. Začenjamo na mestnem stadionu Stanka Mlakarja v športnem centru Kranj, kjer se bo domači Triglav srečal z Gorico. Na levi strani se je odkril Dejan Žigon. Celcer iz prve v sredino, pa mimo gola. 15 minut bo kmalu za nami na prvi tekmi 6. kroga. Žigon, odkril se je Marinič, ki strelja prek gola. Curk je izgubil žogo, pa zdaj Bukara proti Luki Majcnu. Priložnost je za Triglav, Majcen in brani Sorčan. Pokazali, da so lahko nevarni v napadu, pa priložnost zdaj spet za Goričane. Pred njim Curk, še vedno Igor Bukara. Padel je Bukara v kazenskem prostoru in 11 metrovka bo to za Triglav očitno. Poplatnik ali Sorčan in gol! 26. minuta, torej vodstvo Triglava z 1-0. Zdaj je zapravil Luka Majcen in pobegnil je Andrija Filipović. Ob njem je Bojić. Filipović še vedno mimo gola. Filipović in Osudži. Znova Filipović, brani Džafić, tu je še Bojić, bori se Osudži. Ali bo uspel razčistiti Vlado Šmit, vendarle gostujočo zasedbo. Celcer prek živega zidu. Ožbej Kuhar je stekel po desni strani, priložnost za Triglav, odbija Celcer. Še enkrat Robnik, tudi on spodajal v kazenski prostor. Tam je Bukara prišel do skoka, pa streljal prek gola z glavo. Je preživel pri tem klubu, medtem pa Rifet Kapić, priložnost za izenačenje in 1-1. Na prefinjen način premagal tudi Elvisa Džafića. Škarabot v sredino, Gulić proti Kapiću. Kapić si namešča žogo na levico, strašen strel Kapića in potem vseeno zadetek. Kapić do strela. Gvardjančić je bil v bloku, Gulić, pred njim Arhčesen. Še enkrat Rifet Kapić, iskal je spet Edafeja, na to pa Mark Gulić. 3-1. 86. minuta in Goričani so zdaj na poti proti zmagi. Mislim da u drugem polčasu smo bila tekma relativno izenačena do trenutka ko je Gorica izenačila iz naše žoge. Bom rekel, velika neodgovornost nogometaša, ki se mu pač te napake konstantno ponavljajo, in dobili smo zadetek, kar je seveda nekoliko v nekem trenutku spodrezalo noge naši ekipi. Potem smo, mislim, da prevzeli pobudo, imeli v nekem trenutku celo en lep strel Mlakarja, priložnost Majcna, nismo dosegli zadetka, na kar smo prejeli drugi zadetek in potem hitro še tretjega in je bilo vse težje. Drugače mislim, da je bila tekma za zaključiti prvi polčas oziroma vseh teh proti napadih, ki smo jih imeli, in smo si ustvarili veliko priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Ja, res je, mislim, da že prvi polčas, ko smo bili v zaostanku 1-0, da smo imeli dosti priložnosti, da bi lahko povedali. Tudi oni so imeli še eno. Smo igrali dobro. Mislim, drugi polčas, da smo potem stopnjevali močno ritem in da smo bili boljši nasprotnik in da je zmaga potem bila zaslužena.
bolj ko je šla tekma k koncu, boljši smo bili, bolj sigurni smo bili tudi na žogi. Tako da čestitam fantom za res dobro predstavo, ker tukaj ni lahko zmagati. In tudi ekipi Triglava moram reči, da so se kar borili in da so dobra ekipa.